Kmetje morajo vloge oddati med 2. marcem in 6. majem. To lahko sicer storijo tudi kasneje, vendar bo v tem primeru znesek manjši in to kar za 3-krat. To je novost, na katero morajo biti kmetje še posebej pozorni, saj lahko zamuda znesek zmanjša tudi za 60%. Novosti se obetajo tudi za male kmete, za katere bodo kmalu začeli veljati poenostavljeni postopki. Denarne pomoči bodo veseli tudi mladi kmetje, ki se v vse večjem številu odločajo za nadaljevanje dejavnosti svojih staršev ali pa začenjajo povsem na novo. Tudi na Postojnskem in Pivškem, kjer se za rejo živine in obdelovanje zemlje odloča vse več mladih. Vendar biti kmet ni tako preprosto, kot se morda komu na prvi pogled zdi. Uspešno delo na kmetiji zahteva razgledanost, prodajalsko žilico in inovativnost. Stroge omejitve, ki prihajajo, niso odvrnile od kmetovanja mlade Pivčane, ki v tem vidijo poslovne priložnosti. Tako so ponekod ob govedoreji začeli gojiti še jagode. Podjetna zamisel se je utrnila 27-letnemu mlademu kmetu, ki je v Pareh prevzel družinsko ekološko kmetijo. Se po eni strani lik zaradi tega, ker nas ni veliko, pa vidim tukaj neko poslovno priložnost v tem. No. Lani je vreme precej prekrižalo račune, a mu to ne jemlje poguma za naprej. Popolnoma drugačno zgodbo, a nič manj podjetno, piše mladi kmetovalec Grega Česnik. V bližini Pivke je prevzel manjšo družinsko kmetijo, kjer redijo ovce. Ovčjerejo pa bo v prihodnje postopoma opustil in se preusmeril v kozjerejo. Nekako bolj sem vzljubil kozo od ovce, čeprav tudi ovca ni deleč od tega, da je napačna žival, ampak lepše mi je delati s kozami in tu smo tudi v lanskem letu se z očetom odločila, da sva kupila še 24 koz mlečne linije. Načrte za prihodnost pa gradi tudi mladi Postojnčan, trenutno srednješolec kmetijske šole, ki že danes na družinski kmetiji brez težav poprime za delo v hlevu. Ja, jaz bi rad imel tudi kako zdaj, krajo dojilje in krajo muznice. Red bi tudi naredil novo štalo. Red bi pa tudi povečal to število na približno 100 krav živine. Na Postojnskem in Pivškem je v zadnjih letih kar 40 mladih prevzelo kmetije. Vzpodbuden podatek glede na to, da bo država do mladih kmetovalcev v prihodnje manj prizanesljiva. Ostaja pa še vedno ta ukrep za mlade prevzemnike, ki mislim, da bo pomagal marsikateremu mlademu. Lahko bo jim v pomoč pri vzpostavitvi delovnega mesta ali pa tudi samo za prevzem kmetije. Sicer pa bodo morali mladi prevzemniki kmetij poslej že ob oddaji vloge za prevzem kmetije zadostiti zahtevam po izobrazbi. Iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda je z nami Darja Zadnik. Dober večer. Dober večer. Torej, katere so novosti, ki jih prinaša nova perspektiva za mlade prevzemnike kmetij? Torej, program razvoja podeželja 2014-2020 je bil pred kratkim februarju v Bruslju potrjen, tako da ja, zdaj lahko rečemo, da bo tudi v tem novem obdobju na voljo ukrep, ki bo pomagal pri generacijskem prenosu na kmetijah. To bo ukrep pomoč mladim kmetom pri vzpostavitvi kmetije in bo namenjen mladim med 18 in 40 letom starosti, ki prvič vzpostavljajo kmetijo. Bi pa omenila spremembo glede na predhodno obdobje in sicer bodo morali ti upravičenci, mladi prevzemniki, imeti ustrezno kmetijsko izobrazbo že ob oddaji vloge. To pomeni, da bodo morali imeti najmanj nižjo poklicno izobrazbo kmetijske ali sorodne smeri. Če pa tega ne bodo imeli, nimajo in imajo kakšno drugo izobrazbo, bodo morali pridobiti certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije iz kmetijstva. Kako bi bilo pa doslej, recimo pa tudi bo sedaj lažje ali težje črpati sredstva? No, v preteklem obdobju so bili ti razpisi za mlade prevzemnike kar, da tako rečem, prijazni, tako za pripravo vloge, kot potem tudi za samo izvajanje. In veseli me predvsem, da v tem novem obdobju ostaja pogoj, ki je bil sicer sprejet že v 2 razpisih prejšnjega, in sicer, da lahko kandidirajo tudi kmetije, ki imajo zemljišča v upravljanju, ne samo tiste, ki imajo zemljišča v lasti, kar je posebej pomembno za to prav vaše specifično območje v Istri, kjer je lastniška struktura nekoliko drugačna kot drugje. No, slišali smo v prispevku, da je v zadnjem času precej mladih na Primorskem prevzelo kmetije. Čemu gre ta trend recimo pripisati? Predpostavljam, da je v veliki meri za to, da tako rečem, kriva kriza.
Ljudje vsakodnevno ostajajo brez službe, še vedno mladi do teh služb niti ne pridejo. Mogoče je delni vzrok za to tudi drugačen imidž, drugačen pogled na kmetijstvo v družbi nasploh. Po drugi strani pa smo Slovenci nekako emocionalno vezani na zemljo in jo zelo težko prenašamo, tudi če na potomce. Tako da mogoče so bili prav ti razpisi tisti, ki so premaknili ta jeziček na tehtnici v to smer prevzema in prenosa kmetij. Najlepša hvala za ta pogovor. Prosim.